Dober dan, dobri ljudje, kako smo kaj? Zdaj, moram priznati, da jaz preživim kar precej časa na Instagramu, kar mi folk rad pošilja rilce. In eni so smešni, eni so bizarni, pri enih si pa res, zakaj so mi to sploh poslali, saj ni nič kaj takega. In v tem primeru mislim, da gremo vsi narediti isto stvar, odpreti komentarje. No, in danes bi rad šel čez nekaj slovenskih Instagram komentarjev, ki so me kar nasmijali, ker iskreno rečeno se mi zdi, da imamo v naši deželici kar par talentov za Instagram roastanje. Recimo tukaj so ene punce oglaševale svojo aerobično vadbo na elastiki, kjer trenirajo tako, da malo poskakujejo naokoli. Made for the simple kind. You make me feel like magic just by loving me true. I was made for ordinary. If In komentarji? Everything except real workout. Niti ena kalorija ni bila ogrožena v celem videu. Hippity hoppity, I take the children and the property. Ok, 10 setov zapravlja možev denar za brez veze. 10 sets of I'll show him what he lost. Brutalno, o moj bog. Punce so se hotele samo rekreirati na malo bolj inovativen način in folk je to zagrabil bolj agresivno kot slovenski reperi mladoletnice. Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni ali zanesljivi. Tako da potem se ves čas povezujem na razna ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni varna, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, na kakšne rilse vi komentirate. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. In te punce z elastiko sploh niso edini primer, da so se spravili na nekoga, ki na Instagram objavlja svoje nekonvencionalne spretnosti. Takole ti reagiraš kot Evropa. O, zakaj si me zavezal, no? O, pa te muhe. A me lahko pustiš pri mir? Tako sem jaz. Kaj, to je to, kaj? O maj! Kje so? Pač, fantina samo lepo prikaže, kako bi on v svoji domišljiji obračunal z roparji, ki ga iz nekega razloga zvežejo. Kar ne vem, če je čisto običajno pri ropu, ponovadi imajo zraven kakšno orožje ali kaj takega, ampak v tem primeru zgleda ne. Tukaj so rekli, gremo ga mi oropati z golimi rokami, pa lahko ga zvežemo skupaj z zobno nitko, glede na to, kako hitro pretrže. In bi verjeli, da se je internet iz tega v komentarjih hecal. Niti toliko se niso potrudili, da bi kaj napisali za ga zdisati, ampak kar sliko so rešili vse skupaj. Kaj naj rečem, neki podobnosti res je. Mislim, frizuro imajo isto.
Ampak ne spravljajo se samo na ljudi s posebnimi fizičnimi sposobnostmi. Tukaj so se recimo spravili tudi kar na finančno svetovalko. Jutro jaz rada hodim na bankomate in v roki držim denar, ker s tem potegnem obilje iz obilje. To je rojstnodnevna pravica, ki jo dobimo, da imamo obilje in izobilje. Rojstnodnevna pravica. Kaj je tle mogoče mislila rojstna pravica, ampak je malo se zmotila, ko je napisala v Google Translate? Ali dejansko misli, da imamo ljudje dobesedno pravico, da nam za rojstni dan drugi dajejo stvari? Ja, rad bi tožil moje starše, ker mi za 12. rojstni dan niso nič podarili in je bila s tem kršena moja rojstnodnevna pravica. In če vas sedaj vprašam, imate vi radi denar? In če odgovorite pozitivno, potem v svoje življenje potegnete obilje iz obilja. Kaj pa vi mislite glede tega? Srečno, se vidimo, čau, čau. Pač in bi lahko verjeli, da še pri tako popolnem videu so ljudje še vedno našli nekaj za komentirati. Zato je vrsta na bankomatu. Prosim, blokiraj me ob priliki. Shut up! Tudi jaz bi te droge. Tlej sploh nisem rabil ločeno screenshotat, to so bili eden pod drugim. S tem, da ta komentar o drogah močno obsojam, ker ne moreš tega govoriti, no. Zakaj naj bi bila na drogah? Samo ker govori neke čudne stvari in rada posluje z gotovino? Dej no. To je čisto naključje. Ni pa naključje, da je ta naslednji video fasal cel kup negativnih komentarjev, ker mislim, da je bil zato kar narejen. Skrigli so nas zdravili, ko harmonka je igrala. S pero me polili, da sem mokra jaz postala. Slekla sem si krilo, svojo ritko pokazala. S fanti z veselice v koruzi sem končala. Ana Loral je prišla v mesto, muziko na glas, da joške bo zatreslo. Pač čisto običajna narodno zabavna izvajalka in bi verjeli, da so ljudje do nje v komentarjih bili nesramni. Slab dan za imet ušesa. Kar je ironično edini del obraza, ki pri Ani ni videti, da bi bil pirsan. Ana Loral X, Ana Oral kljukica. Stari, sej veš, da če tisti L, ki si ga zbrisal, samo premakneš eno mesto v levo, dobiš ven anal oral, ne? Pač tako blizu si bil. Pol vsaj Britanija nav spet zadnja. Komad si naredila dober, a si grozna, da vete v temi srečam te od strahu ubijem. Oh, Jezus. Ja, stari, dobro si to povedal. Nje nas rabi biti strah, ja. Prosim, ne delaj sramoto moji deželi. Veste, v kako drugačnem svetu bi živeli, če bi povprečni Slovenec bil pol toliko narodno zavesten, kot je ta tip nepismen? Braćo Slovenci, vratite sestre, izgledajo normalnije njegovo. Wow, tako dober trol, da je sprožila že mednarodni incident. Respekt! Ano sem drugače dejansko spoznal v živo na mojem Nightcore dogodku in je rekla, da prihaja nov komad kmalu, tako da komaj čakam te komentarje. Ampak Instagram roasterji se ne spravljajo samo na taka klena, vaška dekleta, kot je Ana, ampak napadajo tudi OF kreatorke. A bi ti lahko prišlo na to faco? Da! Stanko odgovori kratko in jedrnato. Pretehtal sem vašo ponudbo in da, mislim, da iz moje strani bi bilo izvedljivo. Kako požrtvovalno od njega. Videl je, da punca išče pozornost na internetu, verjetno ker je malo nesigurna vase, in jo je hotel potolažiti znanjem, da je ta tip pripravljen končati po obrazu, če že prav ustraja. Kakšen filantrop, kakšen gentleman. Paper crane heart, fold me back to you. Paper crane heart, I still want the truth. Say my name slow, make it stay, don't drift apart. Paper crane heart.
sem k gazelca, a ne? Si ko krava Angus, ki hod po pašniku. Nobene milosti, samo upali po bogi Astri. Samo res ne štekam pri teh videih, kaj to za nalašč hodi tako, da zgleda, kot da se bo vsako sekundo zvrnila? Ali samo še nikoli ni hodila v petah in misli, da more tako zgledat? Ker ne, res ne. Potem tukaj je Mechanic Girl Sophie posnela, kako pleše na pesem Ne cukaj me za kitki. Ne cukaj me za kitki, ne dihaj mi za vrat, nikdar pod moje okno ne pridi glasovat. Srce si je izbralo že fanta mladega, vesel je in postaven, harmoniko igra. In kje imaš kitki? Eno kito samo ima. Ne no, kaj govoriš? To je čop. Mislim, ne vem, kam si ti gledal, da si kito videl. In če vam je bil ta komentar malo primitiven, čakajte, da vidite naslednji video. Fukaš kaj ali ne? Kje smo tu? Oja. Kaj pa sem, kaj uleti, ne? Kaj tazga bolj resnega, pa kaj bolj dolgotrajnega, ne? Mislim, dolgotrajajočega fuka, to ampak ne, še ne. Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa bi se? Ja, vedno si se, a? Ja, jebemo mater. Ja, in kaj zdaj? Bomo počakali, veš koga, se poznaš kjer ga kača pič, pa se špage zvite boji. In seveda, če začneš video z fukaš kaj, ni čudno potem, da so komentarji taki. Lani enkrat, letos pa bolj poredko. Ja, malo res deluje, kot da se nima s čim preveč za pohvalit. Kot da še dobro, da se je preselil k morju, da ima vsaj nekam za se namočit. Zakaj si izgledajo legit podobni? Ta je pa bedak in primitivnež. Ja, kateri točno zdaj Milenka? Tle bo treba biti malo bolj specifični, ker na tem videu so dva gospoda. Če bi fukal dober, mu ne bi tist ženo ukradel. Tako da zmago ne seri, zmaguješ edino z desnico. Zakaj z desnico? Kaj ima zdaj politika veze pri vsem skupaj? En od najbolj viralnih videov zadnje časa na Instagramu, ki je dvignil največ prahu tudi v komentarjih, pa je žal video od moje dobre prijateljice Nike Kovač, ki je prejela precej pestrih komentarjev za tole svojo objavo. Nika, ask them for donation. I really don't want You have to, Nika. You have to. Hey, I don't like doing this, but I'm really asking you for donations. We need to do our campaign, and we need to do the next stage of the campaign. We need to visit city after city, and we need to convince different governments to join My Voice, My Choice initiative. And because of this, we need money. Please help if you can. Ja, zgleda tistih mojih 300 evrov ni prav dolgo trajalo in Niki in njeni organizaciji je zmanjkalo sredstev. In so objavili ta video, kjer pač prosijo za donacije in negativnih komentarjev se je pa tukaj res usulo. Želim nove CD playerje in mikser od Pionirja. Please donate me. Rabim novi set krožnikov spode. Please donirajte mi. I am once again asking for your financial support. In te komentarji zaenkrat so bili še prijazni. Vse sam na šihtne. gov.si/iskalci zaposlitve. Link do zavoda za zaposlovanje je poslal. Folk je res brutalen. Unemployment final boss. Dejansko si mislite, da ste vi una ženska na zavodu in morate Niki rihtati službo. Kakšne delovne izkušnje pa imate do sedaj? Aha, poklicna aktivistka ste bila zadnjih 10 let. Ok, tega mislim, da nobeno podjetje ne išče trenutno. Kaj pa vaša izobrazba? A kulturna antropologija?
Ja, ne, ni videti nobenega delovnega mesta za to smer študija. Imate kakšne druge posebne spretnosti ali pa veščine? Aha, znate izpostaviti vsako seksistično stvar, ki jo je neko podjetje naredilo ali reklo? Marjetka! IMDb comedy rating 10 out of 10. Fehtaš kot vsi levičarji, medtem ko delovni ljudje delajo, da levaki lahko zapravljate in zavajate ljudstvo, sindikalisti, ki vlečejo bajne denarce za nič. Ej, ne, to pa ni res, okej? Ni res, da sindikalisti ne delajo nič v gospodarstvu. Kdaj pa kdaj delajo tudi škodo? We need money! Pač ne bom lagal, Niko res malo vleče na Lenko Bratušek pri angleščini iz nekega razloga. Kar je iskreno malo zanimivo za nekoga, ki ves čas toliko potuje po tujini. Kaj, je ugotovila, da pri tujcih ful bolj pali imeti malo tega naglasa, odkar je Melania v Beli hiši? Ker to bi bila ena res zanimiva vzornica zanjo. Ampak meni je pri tem videu bil najbolj čudaški del nekaj, kar je večina folka iz nekega razloga ignorirala. Kako Nika prvo reče temu moškemu ne, on potem ustraja in sili v njo in ona se sprijazni in naredi to, kar ni hotla. Nika, ask them for donation. I really don't want to. You have to, Nika. You have to. Hey, Kaj, ni bila to cela poanta teh kampanj, samo ja pomeni ja, da je to narobe. Pač prvo uči moške, da se morajo pri ne takoj ustaviti in pol posname video, kjer prikaže točno kontra stvar. Mislim, to je res malo bizarno navzkrižje sporočil, iskreno. Malo deluje, kot da sej ne pomeni ne, ampak ko je pa denar v igri, pa dejmo punce, položnice se ne bojo same plačale. Nika! Dej mogoče, preden naslednjič kaj objaviš, pošli meni, da jaz pregledam, da ni po narodi končalo notri kaj totalno antifeminističnega. Da ne boš naslednji video snemala v kuhinji. We thank our sponsor for wonderful support for our campaign. Best sandwich for your husband is always made with Tommy mayonnaise and love. In ko sem že mislil, da bo to za ta video, pride ven Petra Parovel s tem motherloadom sončnih komentarjev na Instagramu. Ampak ta video je že tako ful predolg, tako da sem to izrezal ven in bom objavil samo kot bonus video za člane. In to je bilo to za danes. Če vam je bil video všeč, stisnite like, prav udarite ga tako, da zaboli. In seveda pustite kakšen komentar od spodaj, ker kot vidite, jih rad berem. In pa ne pozabite preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde folk, srečno, se vidimo, čau čau! Ko pogledam to nebo,